Fantasy. Radio Fantasy. Evo jih tile fanti, mladiči nekdaj. New Kids on the Block, zdaj so pa tam 42, 43, 44. Pravi so old kids on No, the ja, block. zdaj so old kids on the block. Oziroma retired home, kako se že 2 minuti čez 8:30, to je šuši, prosim, ne čez zrele še ljudi preveč. Zdaj imam kar 2 v studiu. Ja, hvala lepa. Aleš Uranjek, skupina Šankrok, dobro jutro. Dobro jutro, dober dan v Celje in okolico jutro. Celja, seveda. Ja. Ja. Malo smo zgodni, ne? Ja, za vas roker je to res. Ja, ne, vse sem glih prej razlagal, da ta mit o rokerjih iz 80-ih pač zdaj več ne velja. Ne samo zato, ko smo mi toliko starejši, pa imamo svoje obveznosti, pa familije, pa otroke, ampak tudi način življenja in razmišljanja je popolnoma drugačen, kot je bil v 80-ih, 90-ih, ne, tako da vsi zjutraj pridno vstajamo, imamo privat obveznosti, delo in tako naprej, evo. Mingrede smo še pa, evo sem še pa tle pri vas se oglasil. Čist mi grede, ja. Čist mingrede, ja. 40 plus, zdaj obletnica. Taka Čaki, velika. 40 plus, dajmo samo to Vse vem, razložiti. kaj boš Ja. vprašala. Kaj, Kaj? mislim, to je Starostno samo za skupino. 40 plus omejeno, se Ne, pravi, ne, jaz ne. ne smem iti na koncert, Ne. ali ste vi 40 Se mi je plus, ali je zdelo, da bo skupina kdo, 40 se mi je zdelo, da bo kdo to čist narobe razumel. Ja, Ne, to je fora je o tem, da mi 82. smo prve špile imeli 82. in to je začetek benda. Ko smo bili pred skupino Pomaranči po slovenski turneji, so nam dali to šanso. In pol je ta korona bila 2 leti in te priprave na to obletnico so v bistvu zamaknale za 1 leto, zato je 40 plus in pol smo pa dali še kar plus gosti in pol Ja. to se štima. Ne. Absolutno pa vabljeni vsi, saj smo dali celo še eno akcijo, smo naredili tako ljudem zelo, bi rekel, prijazno in to je, da hočemo spodbujati koncertno publiko in rock and roll, da v spremstvu staršev vsi otroci, ki so pod 16, so lahko brezplačno, a ne. To bojo sicer preverjali, verjetno varnostniki na vratih, če so res v sorodstvu, a ne, to, da ne... Se pravi, rojstne liste, Ja, to je pejte to, ne, zraven. tako da smo še to naredili, mislim, prijazno do mlajše publike, ker hočemo na njih narediti en dober vtis, kako zgleda en tak rockerski koncert in ta koncertni energy, tam bo res skoraj 10,000 ljudi in bo to za en okolje velensko, po mojem, res dober špil. No. Domač kraj Vista, ne, zdaj ta nov koncertni prireditveni prostor, tam boste razturali v petek. To je petek 16. Ja, zdaj v bistvu najprej se nam je zdelo, da je to kar dosti časa do takrat, zdaj pa že skoraj ure štejemo. Ne? In zadnje vaje so, tle smo vsi skupaj v Celju, imamo vaje in v bistvu danes imamo vaje z vsemi gosti, cel dan. Tako da bo kje zelo pa? pestro v Kje pa, Celju. devove, kje pa kdaj začnete, A veš, da je to blizu vašega radija, čist streljaj od tle. Lej, Aleš, lepo prosim, meni boš mogel povedati, magar izvan jetra, zaradi tega, ker jaz na koncert ne morem priti. Ja. Ker sem A ti bi navajal? par tisoč kilometrov stran, ampak Ale, super, bi boš. pa vseeno mogoče pa navajo prišla, veš, ono za zaradi zihar, mene da se lahko. da Včeraj sta preverim. dva tipčka, dva najstnika naenkrat uletela na vrata, mi gledamo, kako pa to dva, ne, pa na dva. Smo slišala ven, a lahko samo malo poslušamo, pa gledamo. In sta bila malo zraven noter in sta bila čisto v šoku in pa sta se lepo zahvalila, da sta lahko bila zraven. In mislim bili tudi tako prav čist presenečeni, ker nikoli nikdar še ni uletel na vaje, a ne? Tako Ja. pač, a lahko malo poslušam. Meni se to redno dogaja pri Magnifiku, ne, v Tivoliju. Se pravi, vaje so, ne, zdaj omenil si Ja. goste, ne, lahko malo aha, izdava. no, dajmo to že pač. Ven. Seveda, ker je zelo pomembno, vsaj za nas, ne, to so naši frendi, ki smo pač postali dobri prijatelji skozi teh 40 let, se srečevali na festivalih, odrih, za šanki, backstage in tako naprej. To je Grega Skočir, Bigfoot Mama, se bo pridružil, Tomislav Jovanović, Tokac, Dan D, Tomi Meglič, Siddharta, Žak, Mary Rose iz Postojne, on je sicer, zdaj ga vidimo pri Let 3,
Mama kupila traktora. To potem je seveda Sixpack Čukor, Velenčan, Natalija Verboten, s katero imamo, seveda s njo imamo super duet tudi, absolutno. Potem še operna pevka Dunja se pridruži pri Enoku Štikelcu, tako da seveda ne bo manjkal pa celo slovenski oktet, ki bo, kot je že znano, so že bili tudi enkrat z nami na RTV-ju, začeli intro v pravljico, tako da v njihovem slogu. No, tako da bo pestro. Čakaj, ne da me komaj pa odvija pol naprej. Samo ne, hočem zdaj. To so ženske. Takoj zdaj. To so babe. A veš, šank roki z gosti in zdaj je Aleš vse naštel, samo v bistvu ti si tudi po 13 letih skoraj. Ja, jaz sem zdaj tudi nazaj v bistvu. Jaz sem v bistvu dvakrat mogel globoko vmes vdahnati, se iti malo spočit, pa pač spočit prideti nazaj z novim energijem in to mislim, da je koristilo v bistvu celemu bendu, ne samo meni, in tako pač je v življenju. To je ena velika družina, vsi imamo nek respekt do tega benda, do te blagovne znamke, ki smo jo krojili celo življenje od svoje rane mladosti, ko takrat verjetno pred 40 leti noben od nas ni niti pomislil, da bo to projekt celega življenja, ne, na koncu. In ja, zdaj sem pač spet nazaj. Ali še rekel, zvestobo sem mogel tokrat obljubiti do groba. Ja, mislim, to mi je ušlo na neki skovki, začel uporabljati te floskule. Mislim, postaral si se. Seveda. To sem te vedno hodila vprašati, sivi so tvoji ali so pobarvani? Pobarvani, valjda. Sem tudi Čakaj, lahko znam Natalijo Verbotovo v Polši, kjer je rekli. No, dej ti svojo Natalijo. Ja. Pa naprej. Natalie. Hočeš, nočeš. Moraš. In seveda smo v pripravi na mega rockerski spektakel 40+, dobila si odgovor zdaj. Da lahko pridemo tudi mlajši od 40 let. Seveda, vabljeni. To štejemo leta. Aleš Uranje, ki je z nami, dobro jutro še enkrat za vse, ki so zdaj le preklopili. Ja, dober dan bom rekel zdaj že. Ampak mogoče pa res za koga tudi dobro jutro, ne? Ja, mi dva mava do 10 jutro, veš. Zato mava dobro jutro, tako do 10, ob 10 pa se pa opravičujem, nočem vašega protokola zdaj ferdirati. Veš, po 10 uri se tudi lahko kaj že natoči, a ne? Ja, tudi to, ja. Pa se pa zbudiš. Ja, ste ko na pumpi, ne? Ja. Pol pa odprete tisto gor, roletke se odprejo in folk je vesel. Ja. Zdaj, prej si umedla, ko si ga malo tudi vprašala, Aleša, ti si, koliko časa nisi bil zdaj skupino? Zdaj sem globok vdih naredil za 12 let, skoraj 13 bom rekel, 13 je tudi srečna številka, tako da, ne vem, pač ko se je zgodil, eno jutro dobim SMS od Matjaža, če lahko se dobiva na kavi, da pride v Celje k meni, pa sem rekel, pa zakaj pa ne vem, kaj sicer on hoče od mene, ampak grem na kafe, ne. In pol smo tam v kafiču pila kavo, imel je dolg... A sta ziher pila kavo? Kavo, seveda, čisto uradno, zjutraj. In je imel pač dolg predgovor in je rekel, zdaj pa je 40, dej malo razmisliti, bi bilo pa super, če ti nazaj prideš, ne. Pa pač sorry za vse neumnosti za nazaj, pa zdaj ga gledam, pa dej razmisliti, vse kak teden si vzam cajta, ne rabiš takoj, pa se nekaj kaj, jaz ne bom noč razmišljal, I'm back. V redu je, gremo. Prav, a ti to resno? Pravim, ja, ne rabim nič en teden razmišljati. Ne, pač prišel si glih prav moment, ko sem že razmišljal, da prodam vse bobne, pa neham in si mi ti preleto zdaj, evo, pa gremo naprej. Si ga šokiral, ne? Glede na to, da ste ta pravi rockerji, a sploh še, pa minilje pač si rekel sam, dobrih 12, slabih 13, a sploh še veste, kaj je bilo jabolko spora? Ne. No, sej to. Mislim, veš, verjetno se to nabira. Ja, veš kaj, to je tako, ko res si skupaj, jaz sem z njim v bistvu najdlje v mojemu lifeu, ne vem, če mislim, tudi ženo sem že kar dolgo, ne, ampak... Matjaž je bil ta prvi. Ja, on je bil prvi, ja. Mislim, veš, od začetka srednje šole, mislim, to je res naporno, ne, in biti pol... V stresnih situacijah, to je v kombiju skupaj, cele dneve, cele noči, po hotelih, na tonskih vajah,
Včasih se ne strinjaš z nekom, ki je nekaj naredil, rekel ali karkoli, ti bi drugače, on bi drugače. Le, če imaš ženo, a ne, sta samo dva v familiji partnerja, ne, pa je že to ful težko zdržati. Ne, se viš, da se večinoma kar vsi ločujejo, kar že po 3-4 letih. Ne. To je pa skupno bivanje, velika družina, nas je 4-5, pa še pol naši, bi rekel, tehniki okrog nas, producenti, šoferji in vse to, a ne. To je cela ekipa, 10-15 ljudi, ki skupaj živijo in v studiu ustvarjaš novo muziko, pa se ne strinjaš s tem, pa on bi tako, pa ti bi drugače in se nabira enih teh, bi rekel, mikroproblemčkov, ne, in moraš skozi kompromise sprejemati in pol pač v nekem momentu ti mogoče neki pokne film ali pa karkoli, mogoče kdo komu mal preveč reče, preveč pritiska na nekoga in se pol to zgodi, zato te razni vdihi so dobrodošli. No, ampak po 12 letih prijateljstva, 13 prijateljstva na splošno, kaj ti je pri Matjažu všeč? Čisto Bob je vrtel zdaj. Ja, seveda se to. No, pa vrti. A veš, mi dva mama tudi, ne, neki nama je všeč. Ja, sej razumem. Pa neki ni. To nas vse zanima. Kaj ti je recimo na Jelenčku Matjažu všeč? Jelen je recimo meni neverjeten je v smislu, da je ful vedno dobre vole, ful je zabaven tip, ne. Ful je zabaven tip, ful je dobre vole, ful je sproščen, ful poskrbi vedno, kamer stopi čez vrata, da se vsi začnemo smejati, vedno najde dobro foro, vedno na pozitivo vse obrne. Pol drugo, kar je, mi je neverjeten bil vedno, zdaj še bolj, ker v tem malo več sem razmišljal tudi, ker sem bolj strani malo tudi pogledal na njega. On je tako kot moj prijatelj, bivši Aki Rahimovski, ona dva sta meni bila vedno, ta dva sta ista tipa, ne, vedno zabavna, tudi če sta pred koncertom čist brez glasu, ko mi govorita, ne, ampak ko stopi na oder, začne in spele špil in poje, ne moreš verjeti, nikoli ni propadel zaradi njega špil, vedno je odpev, vedno najde ta energy, to je neverjetno, ne, in takih pevcev res ni velika, ne. To je pri njemu res nekaj neverjetnega. Mi smo včasih tudi po 4-5 koncertov zaporedoma imeli, to so bili še oni časi, ki smo imeli po 150 koncertov na leto, a ne. Tega zdaj ni več, ne, ker zdaj se žura v glavnem sam za vikend ali pa celo samo v soboto, a ne, grejo ljudje ven. Včasih je bilo četrtek, petek, sobota, nedelja. Smo bili v kombiju, pa po hotelih 5 dni zaporedoma, ne. Zdaj, če kjermu pevcu rečeš, da more 5 dni zaporedoma, 5 ni šans, no go, ne more, ne. Že 2 dni zaporedoma je kome in pol mora biti en dan pauza, najmanj, da spet pol naprej, ne. In njemu to nikoli ni bil problem, kar je neverjetno. Pa to, mislim, da je v bistvu tak je, da ne zameri stvari, no. Mislim, vidim tudi, mama skupne prijatelje, ne, v vseh teh letih mama veliko skupnih prijateljev in to je to. Mažota bi mogli zdaj poklicati, ker se rekel, da nima cajta, ker se zdaj ukvarja z Visto. On bi zdaj mogel biti le, ampak se upravičuje, ker je pač eden od najdveh moral iti na Visto. Se pravi, Matjaž je kljub vsemu tudi največja princeska. Drži? Ja, zna tudi biti. Ja, seveda. A veš, vsi imamo svoje fore. Ravno to zdaj ugotavljamo in se odkrito med sabo tudi pogovarjamo. Vsak od nas je malo drugačen, ima svoje finte in moramo te kompromise sprejemati. In mi moramo en drugega sprejemati tako, kot je, ne moramo spreminjati človeka in to govorim tudi nasploh in svoje otroke učim v tem duhu, da pač ne moramo mi spreminjati ljudi, dajmo sprejemati kompromise in imamo respekt en do drugega in spoštujemo tisto, kar ima človek dobrega. Ne? Lepo. In to je tudi muzika. Matjaž, Aleš, Cveto, Bor. To je, se mi zdi, ena taka, a veš, zasedba, v redu, še Dareta bi dal zraven, tu vas jaz najbolj vidim in se mi zdi, da tu ste najbolj prepoznavni. Ja, v tej kombinaciji smo bili tudi najbolj uspešni v vseh teh 40 letih, kakorkoli obrnemo, je bila ta, bi rekel, ta zasedba v tej zasedbi najbolj uspešni, največ hitov smo naredili, največ razprodanih dvoran je bilo. V tej zasedbi smo tudi podpisali pogodbe zunaj, izdajali zunaj plošče in to skratka najbolj plodno obdobje.
In zdaj, ko smo v tako dobre volje in tako razpoloženi in tako polni energije, kljub svojim letom, smo se tudi odločili po tej visti, po 16. takoj začnemo delati nov album. Bravo! Tako da bomo Evo. še neke nove muzike, upam, da skomponirali skupno. Časa nam glede je na to, zmanjkalo. da kondicijo zdaj Aleš ima nazaj, ker za bobne rabiš kondicijo. Ja, sej, neverjetno sem zadnje čase veliko vadil, glih za to, da se bom, Daj pokaž da mišice. pridem v top formo, a ne? Da pokaž mišice. Ne bo zdaj teniškega komovca slučajno. Kaj? Teniški komovc zelo dobil. Ne, v redu je. Zaenkrat je vse v redu, moram potrkati, no, da upam, da bo v petek vse štimalo, malo se bo mogel ugret prej seveda, ker bo kar dolg koncert, ja, in bo naporno. Ampak kome čakamo. 16. torej v petek zvečer, kdaj se začne? Ja, jaz bi v tem trenutku apeliral na vse, ki pridete na ta koncert, da dajte čim prej prideti. Vrata se odprejo, imamo 4 vhode, se odpre prizorišče mislim, da ob 6:30. Ja, ob 6:30, veliko ljudi bo, zato bo tudi gužva na vratih in mi začnemo, program se začne že ob 7:00, mislim, bi rekel, glasbeni program, ne bo nobenega drugega benda, ampak bo DJ in mi potem štartamo, da ne boste še zunaj pred prizoriščem, ko bomo mi že začeli. RTV Slovenija cel koncert snema, zato moramo biti tudi z njimi usklajeni in sem poskušal držati tega našega terminskega plana, če bo le šlo, zato pričakujte tudi pri parkingih, bo malo gužva, spremljajte Event Team in naš Facebook, kjer bomo zdaj začeli od jutra naprej tudi komunicirati z vami, prikazovali bomo parkirišča, načrte, kako bo promet usmerjen, ker bo čez Velenje enosmerni promet uveden, različne cestne zapore in tako naprej. Dajte to spremljati in upoštevajte, da pridete čim prej, da ne zamudite začetka koncerta, ker že začetek bo zelo spektakularen. Ste slišali? Že vidim naslovnice. Šankrok zaprl Velenje. Ja, kaj češ? Ustavil se je čas. Kar se mora, ne? Ja, upam, da nam bo policija pri teh stvareh priskočila na pomoč, skupaj koordiniramo z lokalno policijo in varnostnim službam, da bi to čim bolj tekoče potekalo in upam, da nam to vse uspe. Aleš, ja, lej, držimo, ja, točno to, naj se odvije tako, kot se mora, vem, da po tej tehnični poti ne bo težav, upam, da vreme zdrži. Ja, absolutno bo. Ja, v vsakem primeru bo, tudi če bo kakšna plohica, ljudje imejte palerine zraven za vsak slučaj v žepih. Sicer se bomo šli pa malo Woodstocka ali pa kaj takega, pa bomo malo po dežju, pa mislim, da nas malo dežja v takem toplem vremenu ne bo ustavilo, če bi slučajno bilo. Ampak verjamem, da ne bo. Aleš, hvala lepa, vse najboljše, pa bom z vašim začetkom končal, pridite na žur. Hvala. Hvala za povabilo, uživajte, vidimo se 16. v petek. Čau. Radio Fantasy.